Danes 23.9. je slovenski dan športa, to je slovenski praznik, ki ga od lanskega leta naprej obeležujemo kot dan športa, in na naši šoli smo to obeležili z kar velikimi dejavnostmi. Otroci od 1. do 4. razreda so se spoznavali z različnimi športnimi dejavnostmi, pri katerih so nam pa pomagali različni klubi iz brežiške občine. Danes tukaj za nami vidite rokometni klub, nogometni klub, v telovadnicah so nam pomagali kajak-kanu klub Čatež, plesni klub Imani, plesni klub Lukec, strelski klub, odbojkarski klub, tenis in še marsikdo. To se pravi tudi kajak-kanu klub Brežice in pa badminton klub Pišece. Hkrati smo pa tudi današnji dan obeležili z tekom. Vsi otroci na naši šoli od 1. do 9. razreda so pretekli 2309 metrov za obeležitev, to se pravi 23.9., ki pa smo ga hkrati obeležili skupaj z Zavodom za šport. Še zadnja, hitro! Zadnja, cela, hitro! 5, 4, 3, 2! Vsi udeleženi so bili vsi učenci od 1. do 9. razreda, hkrati tudi z učitelji, ki smo pretekli to traso. Vse dejavnosti so potekale v okviru šole, prav tako smo poskrbeli, da so vsi izvajalci danes tukaj izpolnjevali PCT pogoje, kar so nam to tudi izkazali. Otroci so navdušeni. Spoznavanje z različnimi športi, ki jih marsikaterega tudi ne morejo spoznati v šoli, jim je praktično, bom rekla, dala lepo popotnico za to, da izberejo mogoče kakšen drugačen šport, se preizkusijo v kakih drugačnih dejavnostih in hkrati postane tudi neka stalnica njim nadalje v nadaljnjem življenju. Načrto, Vika. Načrto, ja. Zdaj pa to lahko se delo pišeš, stegni in udariš po žogi. Na naši šoli, bom rekla, smo po koronskem času ali pa po prvem koronskem času opazili veliko upad gibalnih sposobnosti otrok, zato tudi praktično delamo zelo velik poudarek na to, da jim šport zopet približamo na takšen in drugačen način. Po pogovorih z različnimi predstavniki društva pa opažamo, da se starši in hkrati tudi njihovi otroci zopet začenjajo, bom rekla, ukvarjati z različnimi športi, da iščejo popoldanske dejavnosti, kjer bi otroci pridobili dodatne znanja ali pa praktično samo preživeli dan v gibanju in pa na svežem prostem času. Tudi na naši šoli opažamo, bom rekla, predvsem upad gibalnih sposobnosti. Hkrati seveda je to bilo pogojeno tudi z, bom rekla, negibanjem, z odvečnimi, bom rekla, predvsem ne gibanjem in hkrati tudi potem s kopičenjem odvečne telesne teže. Ja, otroci so, bom rekla, prekomerno hranjeni, predvsem pa mislim, da jih je treba zopet usmeriti v gibanje, v šport in tako jim pokazati, da za svoje telo treba poskrbeti tudi na tak način. Da, seveda, moramo se zahvaliti, kdorkoli nam je poslal to lepo vreme, seveda izpeljali smo vse aktivnosti tako zunaj na igriščih, kakor tudi noter v dvorani in seveda Vrbina je bila danes polna naših otrok.